Študij biologije na Univerzi v Ljubljani ima zelo dolgo in bogato zgodovino. Njegovi začetki segajo v leto 1919, ko je bila ustanovljena naša največja in najstarejša univerza v Sloveniji. Od leta 1960 je oddelek za biologijo del Biotehniške fakultete, ki je ena izmed največjih članic Univerze v Ljubljani. Danes študij biologije poteka v stavbi biološkega središča, ki se nahaja na Večni poti 111 v prijetnem primestnem okolju pod Rožnikom nasproti živalskega vrta. Na oddelku za biologijo izvajamo študijske programe z področja biologije na vseh 3 stopnjah študija. Sodelujemo tudi pri izvedbi drugih študijskih programov na Biotehniški fakulteti, kot tudi nekaterih drugih članicah Univerze v Ljubljani. Na prvi stopnji študentom ponujamo univerzitetni študijski program biologija, na drugi stopnji pa 3 različne magistrske študijske programe: ekologija in biodiverziteta, molekulska in funkcionalna biologija ter biološko izobraževanje. Pedagoško in raziskovalno delo na oddelku je organizirano v okviru 6 kateder in ene delovne skupine, ki vam jih predstavljamo v nadaljevanju. Pozdravljeni, jaz sem Kristina Sevčič in v drugem letniku prvostopenjskega študija biologije vas bom učila predmet biokemija. No, biologi ponavadi, ko slišijo kemija, se malo skrbijo, ampak ni nič hudega. Gre za kemijo bioloških makromolekul, torej molekul, ki sestavljajo naše telo, žive celice, beljakovine, lipidi, ogljikovi hidrati in nukleinske kisline. Spoznali bomo njihovo strukturo in funkcijo in tudi, kako se te molekule obračajo v našem organizmu, torej nekaj o metabolizmu. Študenti boste na vaju spoznali najpogostejše metode, ki se jih izvajajo v biokemijskem laboratoriju. Z metodo genske kromatografije bomo ločili različno velike molekule in izmerili njihove spektre. Spoznali bomo, kako s pomočjo električnega toka ločimo proteine po velikosti. Praktično bomo spoznali lastnosti beljakovin in sicer kako nanje vplivajo različne temperature, kisline in baze ter soli. Spoznali bomo tudi, kako lahko z različnimi reagenti določimo osnovne lastnosti ogljikovih hidratov. Živijo, moje ime je Tom Turk in sem eden najstarejših profesorjev na oddelku za biologijo, hkrati pa tudi dolgoletni član katedre za biokemijo in kot vam je kolegica že povedala, tukaj se ukvarjamo v glavnem z biološkimi makromolekulami in njihovim delovanjem. No, eden od predmetov, ki ga poučujemo na naši katedri, je tudi toksinologija, to je sicer izbirni predmet, ki pa govori o živalskih in pa rastlinskih strupih. No in to je pravzaprav tudi tisti moj predmet in pa tudi v bistvu ena od tem dolgoletnih raziskav na naši katedri. Torej, pri meni se boste srečali z svetom toksinov, med drugim recimo z takimi kačami, kot je tale na sliki. In če boste imeli srečo, oziroma če bomo lahko potovali tudi spet po svetu, boste mogoče z mano šli lahko tudi v Kostariko, kamor z našimi študenti hodimo že 10 let. Na katedri za biokemijo pa poučujemo tudi bioinformatiko. To je hitro razvijajoča se veda, preplet med računalništvom in vedami o življenju. In spoznali boste, kako lahko bolje analiziramo, shranjujemo biološke podatke, ki jih je iz dneva v dneva več. No, iskreno upam, da se na predavanjih vidimo v živo in ne preko Zooma, kot je to bilo letos. Dobrodošli na oddelku za biologijo. Katedra za botaniko je bila skupaj z univerzo ustanovljena že leta 1919. Danes skupaj s fiziologijo rastlin proučujemo predvsem zgradbo in delovanje rastlin in njihovo diverziteto. Večino študijskega procesa izvedemo za študente biologije na prvi in drugi stopnji, na naši fakulteti in tudi drugih ljubljanskih fakultetah. In glede na naša ožja področja dela smo razdeljeni na 3 skupine: za splošno, za sistematsko botaniko in za fiziologijo rastlin. Splošna botanika je temelj rastlinske biologije, zato nas študenti spoznajo že v prvem letniku študija.
Delo poteka v botanični vajalnici, kjer ima vsak študent na razpolago svoj mikroskop in stereolupo za analiziranje zgradbe rastlin. Študenti svoje znanje o rastlinah dopolnijo lahko tudi pri izbirnih predmetih Rastline in človek ali pa projektno delo, ko se priključijo eksperimentalnemu delu v našem laboratoriju. Svoje znanje o rastlinah pa posredujemo tudi osnovnošolcem in gimnazijcem v učbenikih za naravoslovje oziroma biologijo. Naše raziskave so povezane s slovensko floro, ugotavljamo velikost jedrnega genoma in izvajamo kariološke analize. Mikroskop nam kot glavno orodje služi tudi pri preučevanju celičnih sprememb med razvojem tkiv in organov, naprimer razvoj semen, proces odpadanja listov in cvetov, alelopatske interakcije, invazivnih dresnikov. In invazivne vrste smo uporabili tudi kot vir biološko aktivnih izvlečkov in potrdili njihovo protiglivno delovanje proti nekaterim plesnim. Že kot študenti se nam torej lahko priključite pri našem raziskovalnem, pa tudi strokovnem delu. Ena od takih aktivnosti je vsakoletni mednarodni dan očarljivih rastlin, ko znanosti v rastlinah interaktivno predstavljamo slovenskim osnovnošolcem. Torej, raziskovalna skupina za sistematsko botaniko se v pedagoškem procesu vključuje predvsem v drugem letniku s predmetom sistematska botanika. V okviru tega predmeta in nekaterih povezanih predmetov kot terensko delo iz botanike in zoologije so pa izvedene tudi terenske vaje v različnih delih Slovenije in izdelava individualnega herbarija. Poleg tega sodelujemo še pri nekaterih drugih predmetih, na prvi stopnji pri naravovarstveni praksi in pri predmetu Rastline in človek, na drugi stopnji pa pri predmetu biogeografija. Naše raziskovalno delo se tiče predvsem raziskav flore Slovenije, ukvarjamo se s samo floristiko, z nekaterimi biogeografskimi analizami, zadnja leta pa predvsem veliko s tujerodnimi invazivnimi vrstami, po čemer smo verjetno prepoznavni tudi v javnosti. V skupini za fiziologijo rastlin študente seznanimo s procesi, ki rastlinam omogočajo rast in razvoj, komunikacijo z drugimi organizmi in odgovore na razmere v okolju. Raziskovalno se člani skupine za fiziologijo rastlin vključujemo v reševanje problematike kvalitetne in varne hrane. Raziskujemo pomen rastlinskih interakcij za sonaravno pridelavo. Odkrivamo možnosti za odstranjevanje posledic onesnaževanja okolja s pomočjo rastlin. V raziskovalnih izzivih se povezujemo z vrhunskimi znanstveniki doma in po svetu. Največji znanstveni dosežki skupine za fiziologijo rastlin se odražajo v vodenju številnih domačih in mednarodnih znanstvenih raziskav, v objavah v mednarodnih revijah, s pomembnim dejavnikom vpliva in v prenosu znanstvenih spoznanj v prakso. V pedagoškem procesu študente spodbujamo k samostojnemu raziskovanju v okviru projektnega dela. Vajalnica skupine za fiziologijo rastlin je sodobno opremljena in omogoča zbiranje podatkov z uporabo najnovejše informacijsko-komunikacijske tehnologije. Zbrane podatke študentskih raziskav objavimo v študentski reviji z naslovom Collectanea Studentium Physiologiae Plantarum. S pedagoškim delom sooblikujemo zavedanje mladih generacij naravoslovcev o pomenu rastlin za okolje in zdravje človeka. Sodelujemo tudi pri ozaveščanju javnosti o mestu, ki rastlinam pripada v sodobni slovenski družbi. Spoštovane dijakinje in dijaki, lepo pozdravljeni na katedri za ekologijo in varstvo okolja. Jaz sem docentka Tadeja Trošt-Cedej, delam v skupini za ekologijo rastlin in bomo zdaj čisto na kratko predstavila, kaj počnemo na naši katedri. Ekologija se v javnosti večkrat omenja v povezavi z ločevanjem odpadkov, z varčevanjem z vodo, vendar, če mi želimo res kot ekologi ohranjati naravo, moramo najprej razumeti procese v naravi in s temi procesi se mi tudi na naši katedri ukvarjamo. Se pravi, da preučujemo organizme
v povezavi z okoljem, z njihovim življenjskim prostorom, in ko enkrat razumemo, kako organizmi delujejo, kaj je za njih ugodno okolje, takrat lahko tudi ekosistem varujemo, ker vsaj vemo, kaj sploh moramo varovati in kateri dejavniki vplivajo na te spremembe v okolju. Spremembe v okolju so se dogajale skozi vso zgodovino, vendar po industrijski revoluciji te spremembe potekajo tako hitro, da se organizmi težko odzivajo na nje. Na naši katedri študentom ponujamo več zanimivih stvari, ponujamo jim veliko terenskega dela, laboratorijske vaje, mentorstvo pri magistrskih in doktorskih nalogah in seveda vključevanje v številne naravoslovne, raziskovalne, naravovarstvene projekte. Naša katedra je razdeljena na 3 skupine. Ena skupina preučuje predvsem ekologijo živali, druga preučuje ekologijo rastlin in tretja skupina se ukvarja s celinskimi vodami. Skupina za ekologijo živali se ukvarja s številnimi živalskimi vrstami. Verjetno so najbolj odmevne trenutno velike zveri, se pravi medved, ris in volk. Kadarkoli slišite v medijih, da se ocenjuje številčnost volka, risa in medveda, se to ocenjuje na naši. Za raziskavo velikih zveri uporabljamo satelitske tehnologije prostorskega spremljanja živali, molekularno-ekološke metode v raziskovanju populacij živali. Na ta način lahko zelo dobro ocenimo številčnost vrste. Ukvarjamo se pa tudi s stalnimi živalmi v gozdu, ki so res pomembne za dekompozicijo in za obstoj in funkcioniranje vsakega ekosistema. V skupini za ekologijo rastlin se ukvarjamo s preučevanjem okoljskih razmer na rast in razvoj rastlin. V zadnjem času smo veliko raziskovali učinke UV sevanja, suše in temperaturnih razmer na rastline, obenem pa tudi učinke različnih mikro- in makroelementov, onesnažil, ki so v sedanjem okolju čedalje bolj pogosta. Nekaj raziskav smo opravili na procesih na Cerkniškem jezeru, to je tipsko presihajoče jezero. Tukaj se rastline posebej prilagajajo na vodni režim, zato imamo zanimive amfibijske vrste, zanimiva je primarna proizvodnja in razgradnja. V alpinskih območjih pa preučujemo značilnosti rastlin, ki so še predvsem občutljive na podnebne spremembe, kajti umikanje v višino enkrat ni več mogoče in takrat pride lahko celo do izginotja posameznih vrst. V skupini za limnologijo preučujemo vodne ekosisteme, reke, potoke, izvire, jezera, bajerja, močvirja. Vrednotenje ekološkega stanja poteka s pomočjo združb vodnih nevretenčarjev in kremenastih alg. Preučujemo pa tudi edinstvene vodne ekosisteme, ki jih je ustvaril človek, na primer kale na Krasu in v Alpah, ki so prosta pribežališča za številne vrste. Ugotavljamo pa tudi vplive okoljskih dejavnikov na pestrost vodnih rastlin ter nevretenčarjev. Vaje pri predmetu etologija temeljijo na opazovanju in analizi vedenj različnih živali, bodisi je to v živalskem vrtu ali pa v laboratoriju. Študenti na vajah opazujejo na primer zebrice, siamske bojne ribice, miške, kače, laboratorijske podgane. Vaje potekajo v manjših skupinah. Študenti imajo neposreden stik z živalmi in vaje izvajajo samostojno. Eden od primerov vaj je tudi učenje podgan v Skinnerjevi kletki, kjer podgane naučimo, da morajo pritisniti na vzvod, da dobijo nagrado. Drug primer je naučen potek vrvice strani rib skalark, pri čemer je nagrada hrana. Vlogo učenja lahko spoznavamo tudi z opazovanjem čmrljev in čebel med izbiranjem cvetov
na paši. Za kaj več o čebelah moramo odpreti panj, kjer opazujemo vedenje čebel. S plesnim sporazumevanjem čebele izbirajo pašne in druge vere čebelje družine. V panju pa lahko opazujemo tudi druga vedenja, kot je to prepevanje matic pred rojenjem. Skupina za fiziologijo se ukvarja z raziskavami barvnega vida, z raziskavami biomehanike in presnove živali in človeka. Raziskujemo na primer, kaj vidi žuželka med letom. Študenti pri nas spoznajo, kako deluje naše telo. Pri tem uporabljamo najsodobnejšo merilno opremo, programsko opremo za simulacijo dogajanja v organih in celicah, nazorne interaktivne animacije, študenti izvajajo laboratorijske poskuse, pogosto kar na sebi in svojih kolegih. Naučijo se izvajati meritve elektrokardiograma, elektroencefalograma in elektromiograma, meritve dihanja. Posnetke analizirajo, se iz njih učijo zakonitosti delovanja organizma in na tak način razumejo koncepte fiziologije. Pri vajah in raziskavah si pomagamo z računalnikom na inovativnejši način, ne le z uporabo vnaprej pripravljenih programov. Spoznajo, da se vsega ne da kupiti. Kaj je kdaj treba tudi zgraditi v priročni delavnici. Študenti se lahko odločijo za sodelovanje pri naših znanstvenih raziskavah ali pa fiziološko temo izberejo za izdelavo svoje magistrske naloge. Lahko raziskujejo molekulske in celične fiziološke procese, ki potencialno vodijo do novih odkritij, koristnih za razvoj zdravil, tudi najnaprednejših bioloških in celičnih terapij. Del katedre za fiziologijo, antropologijo in etologijo je tudi skupina za antropologijo. Študentke in študenti boste v naši skupini najprej spoznali človeka, mislečega človeka. Za začetek boste spoznali Tatjano, Katjo in Petro. Zelo kmalu pa tudi njihove pomočnike. Imeli bomo dobre dneve in dneve, ko vas bomo spravili na kolena. Včasih bomo šli na kolena tudi kar sami. Če nas bo priganjal čas, bomo stvari vzeli v svoje roke. Ali pa bomo vstopili v časovno kapsulo in odpotovali daleč v preteklost. Spoznali bomo naše daljne, bližnje in najbližje sorodnike. Potovali bomo v notranjost našega telesa, podrobneje preučili zunanjost, tako na kopnem, kot pri najpogumnejših, tudi pod vodo. V goste bomo povabili zanimive sogovornike. Spet drugič jih bomo obiskali kar sami. V preteklosti bomo pogumno zrli v oči in se še bolj pogumno soočali s sedanjostjo. Da delo ne bo šlo v nič, bomo naše zgodbe zapisali za zanamce. Če še niste prepričani, da je pri nas res dinamično, si poglejte to. Dobrodošli v naši družbi. Pozdravljeni, bodoči študentje biologije. Pred vami stojim v oddaljeni obliki, v vlogi predstojnice katedre za molekularno genetiko in biologijo mikroorganizmov. No, to je kar velika katedra, sestavljajo 19 ljudi,
Od tega so to 4 učitelji, pa 5 asistentov, 3 tehniki, 4 raziskovalci in pa še 3 doktorski študentje. Raziskovalnost se naša katedra ukvarja z nevidnim, pa še kako pomembnim svetom mikroorganizmov, tega se vsi zavedamo zdaj, če ne bi se gledali v predavalnici, v živo. Raziskovalni svet naše katedre so posamezne celice in te celice so obenem celi organizmi. Mikroorganizmi, ki jih proučujemo, so bakterije in glive, tudi kvasovke. Segamo pa še dosti globlje, vse do posameznih mehanizmov v teh celicah in tudi do molekul. Najbolj nas zanimajo geni, se pravi DNA in tudi beljakovine, torej izražanje genov in rezultat teh genov. Preučujemo, zakaj so določeni mikroorganizmi patogeni, to pomeni škodljivi za človeka, in kako se varujejo pred našim orožjem v borbi z njimi, pred antibiotiki. Raziskujemo tudi molekularne mehanizme v celici, ki jim omogočajo prilagajanje na okolje našega telesa. Zanima nas pa tudi, kako preživijo v najbolj ekstremnih okoljih na svetu. Od arktičnih ledenikov pa vse do sladnih voda solin in zakaj določeni lahko in radi naseljujejo tudi naše domove. Da lahko počnemo vse te raziskave, potrebujemo posebno opremo. Od inkubacijskih komor, kjer mikroorganizme gojimo na posebnih gojiščih, agarnih, pa tja do skrinj z globokim zmrzovanjem, kjer jih hranimo pri -80 ali pa v klapih tekočega dušika. Vse tja do temperatur -196 stopinj. Molekularne lastnosti proučujemo po izolaciji DNA in RNA iz celic, z različnimi PCR tehnikami, o katerih ste v zadnjem času veliko slišali, in tudi z drugimi pristopi. Sekvenciramo genome in pri analizah sekvenc uporabljamo bioinformatska orodja. Z vsem tem se boste kmalu spoznali, če se boste seveda vpisali na biotehniško, na biologijo. Že v prvem letniku se boste srečali z mikrobiologijo, najprej teoretično, nato v drugem semestru še praktično, v drugem letniku pa boste odprli vrata v svet genetike. Oboje pokriva naša katedra. Svet mikroorganizmov in molekularne genetike je na prvi pogled res neviden. Vendar se z uporabo ustreznih molekularnih orodij in opreme odpre pogled vanj, kot ste videli. In mikroorganizmi nam pomagajo odgovarjati na mnoga vprašanja o zemljini preteklosti, po začetku življenja na Zemlji, o možnostih naseljevanja vesolja in tudi o tem, kako bi lahko izgledalo življenje na drugih planetih. Mikrosvet ima makroposledice, vendar je ta svet očaral vse na naši katedri. In mi seveda upamo, da bodo mikrosvet in makroposledice očarali tudi vas. Zoologija je veda, ki preučuje živali. Katedra za zoologijo je največja organizacijska enota na oddelku za biologijo. Sodelavci katedre na študiju biologije izvajamo predmete, ki obravnavajo živali na vseh nivojih biološke organizacije. Predmeti v izvedbi katedre za zoologijo študenta biologije spremljajo od začetka do konca njegovega študija, pa naj si gre za študij prve ali druge bolonjske stopnje. Na samem začetku prvega letnika biologije se študenti spoznajo z osnovnimi mikroskopskimi tehnikami za proučevanje živih sistemov ter podrobno spoznajo zgradbo živalskih celic in tkiv. V nadaljevanju obravnavajo osnove zgradbe in delovanja različnih skupin živali ter terenskega dela v zoologiji. Predmeti drugega letnika se v predavalnici, vajalnici in na terenu poglobljeno posvetijo pestrosti živali ter njihovi zgradbi. V tretjem letniku se študenti posvetijo evoluciji in metodam ugotavljanja sorodstvenih odnosov med organizmi.
Študenti se lahko v izbirnem predmetu projektno delo tudi vključijo v znanstveno-raziskovalno delo na katedri. Pomemben del izobraževanja na katedri za zoologijo je praktično biološko delo. To poteka večinoma v vajalnici, kjer vsak študent uporablja lasten svetlobni mikroskop in lupo ter preparate obsežne zoološke zbirke. Dodatne vsebine se izvajajo v sodobno opremljenih laboratorijih. V njih se študenti spoznajo s pripravo mikroskopskih preparatov, z naprednimi metodami svetlobne mikroskopije, kot je fluorescenčna mikroskopija, ter z elektronsko mikroskopijo, s katero spoznavamo žive sisteme na najdrobnejšem nivoju. Na katedri imamo tudi celični laboratorij, v katerem gojimo celične kulture. Področja pedagoškega in raziskovalnega dela na katedri se v veliki meri prepletajo. Sodelavci katedre smo združeni v 3 raziskovalne skupine. V skupini za funkcionalno morfologijo živali in razvojno biologijo se ukvarjamo s povezavo med zgradbo in delovanjem organizmov ter njihovim zgodnjim razvojem. Organizmi, ki jih proučujemo, so predvsem kopenski raki, mokrice. Velik poudarek je tudi na raziskavah človeške ribice. Prebiramo njen nedavno sekvencirani genom in skušamo razvozlati skrivnost njene dolgoživosti, dejavni pa smo tudi na področju njenega varovanja. V skupini za nanobiologijo in nanotoksikologijo preučujemo interakcije celic in modelnih organizmov z nanomateriali ter drugimi aktualnimi okoljskimi onesnažili, na primer nano- in mikroplastiko. Naši modelni organizmi so prej omenjene mokrice, ribe, vodne bolhe in solinski rakci. V skupini za speleobiologijo se ukvarjamo s preučevanjem evolucijskih in ekoloških procesov v podzemlju, s pestrostjo podzemnega življenja in njenim varovanjem. Biologija jamskih živali je povezovalna tema raziskav na katedri. Preučevanje podzemnega življenja se je začelo prav v slovenskih jamah, ki veljajo za vročo točko podzemne vrstne pestrosti. Dolžnost slovenskih biologov je, da nadaljujemo dolgo tradicijo preučevanja in varovanja tega izjemnega okolja. Vzdrževanju jamskih živali je namenjen poseben prostor. Jamska komora s stalno temperaturo, vlažnostjo in temo. Sodobni pristopi k raziskavam evolucijskih procesov v podzemlju temeljijo na molekularnih metodah, ki jim je namenjen molekularni laboratorij. Z jamskim svetom se preko terenskega in projektnega dela srečajo že študenti prve stopnje študija. Študenti na katedri za zoologijo pridobijo veščine uporabe osnovnih orodij biologa, kot so mikroskop, metuljnica in čelna svetilka, ter najbolj temeljna biološka znanja, poznavanje delovanja celic, živalskih organskih sistemov ter evolucijskih procesov.
Zdravo, sem Lara, absolventka prve stopnje študijskega programa Biologija in tudi tutorka na našem oddelku. Živjo, sem Ana, absolventka na prvi stopnji študijskega programa Biologija. Marjana Godicelj, študentka do diplomskega študija Biologije. Živjo, sem Miha Kosac in sem študent drugega letnika. Zdravo, sem Patricija Podkrajšek, študentka tretjega letnika do diplomskega študija Biologije. Nika, študentka prvega letnika magistrskega študija Ekologija in biodiverziteta. Sem Anca Žagar, študentka drugega letnika Biologije in uvajalna tutorka. Živjo, sem Jerneja, študentka prvega letnika molekulske in funkcionalne biologije. Zdravo, sem Tanja, študentka prvega letnika magistrskega študija Ekologija in biodiverziteta. Živijo, sem Vicavnik, tretji letnik biologije. Ime mi je Gea. To sem jaz! Sem drugi letnik biologije. Prihajam iz Reke na Hrvaškem in sem tutorka za tuje študente. Pri študiju biologije mi je najbolj všeč raziskovanje pestrosti in občudovanje vsega živega sveta. Najljubša predmeta na faksu sta mi zoologija nevretenčarjev in sistematska botanika. Zelo me navdušujejo žuželke, pratisti in vse stvari, ki migajo. Pridite pogledat! Za študij biologije sem se odločila, ker me od nekdaj zanimajo zdravilne rastline. Tekom študija sem se naučila, zakaj imajo jabolka, ki rastejo na sončni strani drevesa, več vitamina C kot tista, ki rastejo na senčni strani. Poleg tega znam tudi sintezno pot vitamina C in pa uvrstiti jablano v sistem rastlin. Če se nam oktobra pridružiš na študiju biologije, se boš tudi ti naučil vse to in še več. Tukaj sem spoznala enako misleče ljudi, ki so se odločili za biologijo, zato ker jih zanima in so tukaj s srcem. Zato je tudi vzdušje na oddelku nekoliko drugačno in posledično celotna študijska izkušnja. In to se mi zdi res velika prednost primerjavi z drugimi programi. Nikoli si nisem mislila, da bom v 3 letih tako dobro spoznala Slovenijo, kar 2-krat odpotovala na strokovno ekskurzijo na Nizozemsko in lani celo raziskovala tropski deževni gozd Kostarike. Poleg tega sem pobliže spoznala tudi šimpanzijo družino v živalskem vrtu, do katerega imamo v okviru etologije v 3. letniku prost dostop. Tako sem se par ur na dan počutila kot nekakšna Jane Goodall. Biologija je po mojem mnenju zelo obsežen interdisciplinaren študij, ki ti da globoko pogled in obsežno znanje o naravoslovnih vedah. To je danes zelo pomembno, saj se tako v življenju kot pri raziskovalnem delu mnogo področji med seboj zelo prepleta. To je poleg kompetenc, ki jih dobiš tekom študija biologije, razlog, da nam je odprtih veliko vrat na različnih zaposlitvenih področjih. Eno stvar, ki bi jaz rada poudarila in mi je zelo povestrila celoten študij, so tereni in študijski strokovni izleti. Nisem si mislila, da bom tako dobro spoznala slovensko floro in fauno, da bom videla tako zelo veliko različnih slovenskih krajev. Recimo lani sem prvič videla medvedko. Za študij sem se odločila, ker me zanima vse, kar je živo in kako se stvari povezujejo med seboj. Na študiju so mi predvsem všeč ljudje, profesorji, potem odnos do študentov. In če se uspeš super organizirati in sproti delati, ti ostane precej časa, da se udejstvuješ tudi o obštudijskih dejavnostih. Na biologiji sicer nimamo prakse, imamo pa ogromno laboratorijskih vaj in možnost pa imate tudi izbrati projektno delo. Tu lahko pod okriljem raziskovalne skupine na fakulteti ali pa na kakšnem inštitutu poglobite svoje praktično znanje v vaši izbrani tematiki. No, upam, da se vidimo naslednje leto. Na študij biologije sem se odločila, ker me zelo zanimala živa narava in moram priznati, da sem se na prvi stopnji o tem ogromno tudi naučila. Od področja biologije me najbolj zanimata pedagogika in pa antropologija in v prihodnosti si želim delati tudi nekaj na tem področju. Najljubša predmeta sta botanika in uvod v odnosi med organizmi, ker smo res se učili o tem, kako zelo smo mi odvisni od mikroorganizmov, kako so organizmi povezani med sabo, katere odnose vstopajo in kako to vse vpliva na ekosistem. In eden izmed mojih najljubših predmetov na tem študiju je fiziologija živali, pri katerem spoznavamo delovanje človeškega in živalskih teles. Najboljši del tega predmeta je to, da lahko dobim globok pogled v delovanje lastnega telesa, torej da razumem, kaj mi omogoča, da hodim, da se premikam, diham, da se učim
In hkrati dobiš neke vrste samospoštovanje, saj se zaveš, če vse je tvoje telo sposobno, ne da bi se pri tem kaj posebej Dobro veste, kaj molekule so in kakšen zanimiv in pester svet obsegajo. Težavo nam sicer občasno predstavlja njihovo opazovanje, še posebej, če želimo videti le eno, ampak to se da rešiti. Rad pa bi vam predstavil predmete, pri katerih se boste z njimi srečali. Ti so pravzaprav v vseh 3 letih prvostopenjskega študija, pa vsem je skupno nekaj. In sicer postopek izvedbe poskusa. Ta se verjetno vsem zdi na prvi pogled kot eno samo dolgo nakladanje, ki te hitro spravi slabo voljo. Ampak ko se enkrat vse skupaj, lahko bi rekli, skuha v celoto, se nam prikaže čisto nov svet, neštetih povezav in interakcij, ki vsaj mene spominja na okusno jed. Seveda vas moramo opozoriti, da skuhanih pripravkov iz laboratorija ne jejte, saj boste tako profesorjem in asistentom nakopali kar nekaj skrbi in dela. Mene pa bodo potem grdo gledali. Vsem želim uspešno upravljanje mature in upam, da se oktobra vidimo na pozdravu brucem. Vabim vas, da se tudi vi podate na to pot in da biologijo odkrijete na svoj edinstven način. Se vidimo oktobra.